Mi pa nadaljujemo na Gorenjskem. V bližini Kamnika smo Slovenci minuli teden dobili novo znamenitost in sicer že drugi leseni kip posvečen prvemu paru ZDA. Potem, ko je Sevnica dobila leseno skulpturo ameriške prve dame Melanie, v naselju Sela pri Kamniku domačine po novem pozdravlja gigantski lesen kip njenega soproga. Pismo, zgleda pa skoraj toliko lesen, kot ta prav, ne da? To je torej že drug kip posvečen Trumpovim na naših tleh. Če se ta trend nadaljuje, bomo decembra v jaslih imeli že celo Trumpovo familijo. Mimogrede, kako visok pa je ta kip Donalda Trumpa? Tako slike je težko videti. 8 metrov visok Donald Trump s kvadratno glavo in pestjo, dvignjeno visoko v zrak, stoji na zasebni parceli. 8 metrov. Zdaj pač nisem sigurna, je arhitekt hotel ustvariti umetniško delo ali pa se bojuje za referenco, ker se poteguje za izgradnjo drugega tira. Žal pa je slavnostna otvoritev kipa, ki bi se morala zgoditi minuli vikend, odpadla zaradi prevelikega zanimanja. Prav ste slišali, organizatorje dogodka je presenetilo preveliko zanimanje. Ljudje, naredili ste ogromen kip Trumpa, ki ima vampirske zobe in govori. To je kot če bi organizirali piknik na domačem dvorišču, pa upali, da ne prije preveč ljudi, čeprav na njem igra Metallica. Ne moreš! Pornografska spletna stran Pornhub je objavila 11-minuten video z naslovom Najbolj umazan pornofilm, v katerem se mladi par predaja strastem na peščeni plaži polni plastičnih odpadkov, ki jih medtem pobirajo čistilci. Film ima okoljevarstveno noto, saj bo Pornhub za vsak ogled daroval sredstva neprofitni organizaciji, ki se ukvarja s čiščenjem morij. Če vas torej žena zaloti med gledanjem pornografije, je lahko mirne vesti rečete, da niste masturbirali, ampak ste reševali svet. Morda pa se s tem videom Pornhub želi samo opravičiti za vso količino plastike, ki jo uporablja v svojih filmih. Ne vem. Šport, na nek način. Nogometni svet so minuli teden zaznamovali prestopi nogometašev. Najbolj odmeven na naših tleh se je zgodil NK Maribor, ki ga je okrepil nekdanji kapetan Olimpije Nemanja Mitrović. Na posebej izviren način so se na to novico odzvali navijači Olimpije. Z železniškega mostu v Tivoliju so namreč obesili lutko, oblečeno v njegov dres še iz časov igranja za ljubljansko Olimpijo. Kdo točno je obesil napis, ni znano, več kot očitno pa je, da sta bila storilca dva, ki je eden namesto EU uporabljal znak za evro, drug pa ne. Fantje, sodelovanje, temo. Kot zanimivost naj povem še, da so se Ljubljančani na popolnoma enak način odzvali, ko sem jaz zapustil RTV in prišel na Planet. Sam lutka je bila takrat malo manjša, pa malo boljša način. Isto. Neprijetno izkušnjo je pred dnevi doživel papež Frančišek, ki je na poti na povdansko molitev obtičal v dvigalu. Neuradno naj bi svojo molitev pričel kar tam, začela pa se je z Bog pomagaj. Kljub molitvi pa ga je iz dvigala na koncu rešil nekdo drug. Grazie a Dio, sono venuti i vigili del fuoco, ringrazio tanto a loro e dopo 25 minuti di lavoro sono riuscito a farlo andare. Un applauso ai vigili del fuoco. Mater, papeževi nastopi v Vatikanu izgledajo zmer bolj kot nastopi na veselicah. Najprej pove, zakaj je zamudil, na koncu pa zahteva aplavz za gasilce. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.